18. vzporednik. Z dopisnikom iz Združenih držav, Andrejem Stoparjem, ki se je tokrat oglasil kar v našem studiu. Dober dan. Dober dan želim. Za praznični oddih predvidevam v zatišju pred januarsko prelomnico, ki torej po napovedih trenutno vladajočih, za razliko od prejšnje, pred 4 leti, naj ne bi seboj prenesla kakšne nevihte. Prenos oblasti bo miren, so vse skozi obljubljali demokrati. To pomeni, da si kakršnega koli družbeno-političnega vrenja verjetno ne želijo, tudi ne recimo kakšnih množičnih protestov v podporo sebi, najbrž. Vsaj pozivov na nje se zdi, da ni, no. Letos, skratka, nobene drame. To skoraj da ne verjamem, ker je Amerika ena sama drama in prepričan sem, da do kakšne drame bo prišlo. Če se že demokrati ne pripravljajo na kaj podobnega, zdaj lahko opazujemo izvoljenega predsednika, ki je pravzaprav že v obdobju lame duck, kot pravijo, skratka v obdobju od volitev do inauguracije, prevzema predsedniško vlogo. In Joe Biden je kar nekako poniknil, izginil, razen z zadnjimi dejanji, kot so pomilostitve ali kaj podobnega. Ja, no, ta je zanimiva. O tem bi se vsekakor malo pomenila. Ja, to so demokrati vse skozi obljubljali, oziroma predsednik Biden konkretno je, ker da spoštuje zakon, pravni red, in enakopravnost državljanov, da nikoli ne bo posegal po tej možnosti, torej pomilostitve svojega sina Hunterja. Ja, pred kratkim je povsem obrnil ploščo. Moram reči, da vsi obračajo to ploščo. Živimo v obdobju obračanja plošč. Plošče obračamo tako, kot nam trenutno ustreza. Zdaj se vsi razburjajo, da je predsednik posegal po tej možnosti, ampak ne pozabimo, da je na drugi strani prihajajoči predsednik, ki pa naj bi pomilostil tiste razgrete ameriške turiste, ki so se leta 2021 na 6. januarja sprehodili po palači na Kapitolskem griču, vsi izsilili pod vanjo, zlomili nekaj oken, želeli obesiti podpredsednika in predsednico predstavniškega doma, povzročili smrt nekaj ljudi, konec koncev, ne pozabimo tega, ampak to so bili po definiciji zdaj domoljubi, ki so mogoče nekoliko preveč razgreto posegli v politično dogajanje, kajti Amerika se v 4 letih ni mogla zediniti, kaj je definicija poskusa državnega prevrata. In to se zdaj kaže na vseh ravneh, da v pomilostitvi predsednikovega sina, v napovedanih pomilostitvah teh ameriških domoljubov in tako naprej. Pravzaprav zdaj smo v obdobju enega globokega pravnega nihilizma in relativizma. Pravzaprav, če pogledamo, da so v 90. letih Američani želeli ustavno obtožiti predsednika Billa Clintona zaradi intimnosti v ovalni pisarni, danes pa izvolijo predsednika, ki je pravnomočno obsojen, sicer ne za zelo nasilno kaznivo dejanje, ampak za finančne malverzacije njegove družbe, pa se na to pravzaprav milijoni Američanov niso bili pripravljeni niti ozreti. Pa vendar stališče diskurza politike, ne? Misliš, da bi lahko imela ta Bidenova poteza, torej pomilostitev sina, kakšne posledice, večje učinke pri podpori javnosti, kar zadeva demokratsko stran? Na retoriko demokratske strani, ki se tradicionalno predstavlja kot bolj moralna, bolj etična, bolj zavezana pravni državi, in to najbrž bo vplivalo. Seveda, nedvomno. Demokratski strani so zamere zelo globoke in zato so tudi izidi volitev takšni, kakršni so. Ne samo zdaj ta zadnja Bidenova poteza o pomilostitvi svojega sina, zelo mu zamerijo. V javnem mnenju, če sledimo in družbenim omrežjem in tudi medijem, so zelo kritični do te poteze in upravičeno so. Ampak zamera je bila bistveno globja. Zamera je tudi zaradi tega načina, kako je Kamala Harris postala kandidatka. Namreč brez nekega glasovanja, brez primaries, brez primarnih strankarskih volitev, brez izražene podpore vnaprej, brez odprte konvencije, pa je bil čas zanjo. Tudi to je odvrnilo zelo veliko demokratskih volivcev, ki se niso želeli udeležiti volitev. In jih pravzaprav ankete oziroma javnomnenjske raziskave niso niti zajele. In zato so bili tudi
izidi teh raziskav, zdaj gledano z današnjega stališča, seveda sporni in deloma zavajajoči, ker niso tako jasno pokazali te demokratske zamere do vrha svoje stranke. V bistvu so se ankete zelo motile, ne? Ne tako zelo, kajti vedeti moramo, da razen v 2 zveznih državah, v Ameriki velja pravilo the winner takes it all. Skratka, vse glasove pobere zmagovalec, kar pomeni glasove, oziroma govorimo o elektorjih zdaj, ne, po zveznih državah. Torej, tudi če je bila zmaga zelo tesna in običajno je šlo za tesno zmago po teh ključnih nihajočih državah, so elektorji zdaj Trumpovi. Se pravi, kar pomeni, da je ta landslide, kot govorijo v Ameriki, ta veličastna zmaga, je seveda veličastna v smislu, da zdaj bo vladala v Ameriki trifecta, torej oba domova Zveznega kongresa in Bela hiša bodo v rokah iste stranke. Vendarle, če pogledamo na število glasov ali pa odstotne točke enega ali drugega kandidata, ta zmaga ni tako zelo landslide, kot bi si mnogi predstavljali. Je pa seveda zelo zgovorna. Američani so povedali svoje, povedali so, kaj je za njih pomembneje in glasovali, kot so glasovali. Preden preideva k posledicam teh odločitev ali pa morebitnim posledicam teh odločitev, morda samo še to na temo pomilostitve. Je pomilostitev Bidenovega sina, ne, čeprav razumem, gre za pomilostitev za več let, točno 11, ne? Da, ja, ne 5, ne 10, točno 11. To je, že to je pomenljivo. Ni? Seveda, ja. Seveda. Tukaj je pravzaprav treba mogoče samo v par besedah seči nekoliko v preteklost. Tukaj je pomembno ime Merrick Garland, torej pravosodni minister. Izbira Bidena, odločitev Bidena zanj je bila zelo, zelo pomenljiva. On je bil že kandidat Baracka Obame, da se spomnil na to mesto, in ni dobil potrditve. Bil je kandidat tudi za vrhovnega sodnika in tudi ni dobil te podpore. Ampak Garland je zelo, rekel bi, načelen. Skratka, velja za človeka, ki bo peljal svojo zgodbo naprej, ne glede na to, kaj bo kdo od njega pričakoval. In zgodba Hunterja Bidena je tukaj zelo, zelo zgovorna, kajti ni se odvijala v skladu s pričakovanji družine Biden. Pravosodno ministrstvo je bilo tisto, ki se ni uspelo dogovoriti in je potem torej s tožilstvo in Bidenova obramba in je dogovor padel v vodo. In posredovanje, če je do njega prišlo, in verjetno za kolisijo seveda je prišlo do posredovanja, ni pripeljalo do želenega učinka. In oče se je potem na koncu odločil za to možnost pomilostitve, ker jo ustavno seveda ima. Hkrati pa je tudi videti, da so Bidenovi zelo spustili vse skupaj iz rok po izidu volitev. Pravzaprav Joe Biden že, ko je bil prisiljen k odstopu od kandidature, in se je pač umaknil v ozadje in pač prepustil stvarem, da tečejo v skladu s tokom, kakršenkoli pač je. Ja, zdaj pa na republikansko stran. Seznam kandidatov oziroma Trumpovih favoritov za ministrske položaje res budi domišljijo. Kaj po tvoje recimo pomeni odločitev za to, da na mestu ministra za zdravje ustoliči Roberta F. Kennedyja, morda še s krajšim pojasnilom o tem, kdo je ta mož, kaj počne, kako razmišlja? No, to je samo eno od teh, recimo temu, zanimivih imenovanj. Ampak simptomatično? Zelo simptomatično, kajti lahko bi rekli celo, da skoraj da je eden izmed kriterijev, da kandidat je zelo dobro znan, da ima kakšen seksualni škandal v preteklosti. Sicer že torej Robert F. Kennedy ga nima, ampak pa imajo recimo kandidat za obrambnega ministra, pa kandidat, ki je odstopil z kandidature za pravosodnega ministra. Skratka, te izbire so izjemno zanimive. Kdo je Kennedy? Kennedy je sicer pravnik, je aktivist, okoljski aktivist in skeptik v primeru, recimo cepiv, en primer, fluorida, kar zadeva zobno pasto in podobne stvari. Je človek, ki je privrženec raznih teorij zarote in zelo zanimivo je, da bo tak človek, seveda, ki bo tudi krojil usodo financiranja določenih
javnih zdravstvenih projektov oziroma uslug zdaj na čelu tega resorja. Poglejmo recimo spet vračamo se k anketam javnega mnenja. Kaj naj bi vplivalo zdaj na odločitev Američanov za Donalda Trumpa? Zelo pomemben kriterij je efficiency. Učinkovitost. Ker naenkrat je učinkovitost pomembnejša od česarkoli drugega. Ampak v smislu želijo učinkovito vlado. Zdaj, kaj si kdorkoli razlaga pod učinkovito vlado, lepo prosim, tukaj je lov odprt. Ampak kako bo vlada učinkovita z kandidati, ki jih pač predlaga Donald Trump, to bo zelo zanimivo opazovati. Jaz to priznam, da kot dopisnik komaj čakam, ker to bo res zanimiv zalogaj. Če bodo ta imenovanja vsa šla skozi tako, kot pričakuje izvoljeni predsednik. Ampak ta učinkovitost, to je zelo zanimiv kriterij, kajti danes, ko se ne moremo več dogovoriti niti o jasnih definicijah stvari, si pod učinkovitost očitno ljudje predstavljamo zelo različne stvari. In učinkovit je zdaj človek, politik, predsednik, ki stvari jemlje v svoje roke, ne glede na ustaljeno prakso, na pravila igre, na demokratične institucije in tako naprej, zato ker smo očitno se ljudje oziroma družbe kot takšne naveličale ustaljenega sistema, demokratičnega sistema, zato ker je preokoren, poti so predolge, iskanje konsenza prezamudno in zdaj očitno so v modi populisti, ki udarijo po mizi in rečejo, ne, to bo pa tako in tako. Ja. Med prvim Trumpovim mandatom so kljub očitnim absolutističnim težnjam oblasti poznavalci politike in delovanja državnih javnih institucij v Ameriki to lažili. Zaskrbljeni del javnosti, češ da so ameriške institucije tako močne, da lahko prenesejo vse tovrstne pritiske. Misliš, da bo tako tudi v Trumpovi vladavini 2.0, glede na to, da je iz večine institucij, na katere ima politika vpliv, sploh tiste pod neposrednim nadzorom administracije, odstranil, pometel vse moteče dejavnike? Tudi glede na zdajšnjo moč, prej si govoril o tripartitni, ali kako se že reče. No, 2 leti bosta pomembni, zato ker vedeti moramo, da so kongresne volitve, kongresni mandati kongresnikov so 2-letni, skratka volitve so potem še vmesne in tretjino senata seveda se voli vsake 2 leti, tako da se to razmerje moči čez 2 leti lahko spremeni in morda ne bosta oba domova v republikanskih rokah. Tako da, če želi karkoli revolucionarnega Donald Trump storiti v svojem mandatu, sta prvi 2 leti čas za to, da to dejansko izpelje. Vprašanje. Zato, ker mislim, da izgovor, da so demokratične institucije tako močne, da bodo že prenesle vse te izzive in udarce in spodkopavanje temeljev, mislim, da v to več ne bo nihče verjel. Ker so bile že do zdaj na preizkušnji. In že 4 leta so pravzaprav demokrati porabili, da so javnosti sami sebi skušali dokazati, kaj vse slabega je storil Donald Trump, pa to ni padlo na plodna tla na republikanski strani, po njihovi volilni bazi in očitno tudi ne na plodna tla pri volivcih, ki niso tako zelo jasno opredeljeni. Kajti ti ljudje so se odločili in odšli ravno v objem človeka, ki pravzaprav bi, če ga pogledamo od strani, ni najbolje, da se odločijo zanj. Recimo, mali človek bo težko pričakoval, pa trdno verjame v to, da je Trump njegov. Da gre za človeka iz ljudstva, da gre za zagovornika interesov malega človeka. Ampak prav to se mi zdi ključno, za naslednji mandat, za življenje ljudi. Seveda, ampak to je prepričanje Američanov zdaj. Čeprav se pravim, če jih opozorite, da pač je človek iz bogate družine, ki seveda nima pojma, kako živi mali človek, in tudi njegovi ukrepi, davčna politika in tako naprej, ne govori v prid malemu človeku, to jih pravzaprav niti ne gane, niti ne vznemirja preveč. Ampak zakaj? Zato, ker je Trump prišlek za Washington. Kaj to pomeni? To pomeni, da ga ne dojemajo kot del establishmenta. Ne, on je tak, ki bo počistil establishment. On bo čistil to močvirje. Ja.
In v to trdno verjamejo. Ne? Da pa pač mogoče ni vsak janitor, torej hišnik, primeren za vsako stavbo, ne? Na to pa pač ne pomislijo. Je pa to zelo, zelo, zelo v trendu, bi rekel, kako se razvija današnji svet. Zelo simptomatično. Da. Amerika tu mogoče malo prednjači, ampak niti ni nujno, da rečemo ne, tako. Je zelo usklajena, se mi zdi. No? Skratka, za konec, vem, da je nehvaležno napovedovanje, ampak sva že šla v to smer. No? Trumpova nova koalicija naj bi še odločneje kot v svojem prvem mandatu posegla v delovanje javnih institucij, predvsem z omejevanjem proračunskih odhodkov, to kar pomeni zmanjševanjem sredstev za financiranje oziroma ukinjanjem prihodkov, glede na napovedano davčno politiko, spet se pogovarjamo o zniževanju davkov, tudi ne bo veliko, kaj to pomeni potem za delovanje države in kot rečeno malega človeka. Mi moramo vedeti, da to ni tako zelo nov fenomen. Kajti osnovna ideja zlasti ameriške desnice, republikanske stranke, tudi tiste klasične, je vitka vlada, skratka zvezna vlada brez zelo širokih pooblastil in ki ne posega v življenje posameznika. To je ideal. In temu idealu se Trump z svojim populizmom približuje. To oznanjuje in to je tudi eden izmed magnetov, zaradi katerega se ljudje zanj odločajo. In tudi recimo davčni rezi in stimulacija bogatih ima neko zelo ameriško logiko za sabo. Namreč, če bo bogatim šlo zelo dobro, bodo seveda nekaj od tega imeli tudi drugi državljani. In psihološki učinek tudi pri revnih. Absolutno. Ne? In ta sistem tukaj deluje, ne? In ga ne gre ga izključevati. Ameriški sistem je komponiran na vse to. Ne? Ampak, tako da jaz pravzaprav z nekim izključnim pesimizmom ne zrem na to prihodnost. Kajti Amerika, ta družba živi na način, da tudi če komu spodleti, ta potem ustane, strese tisti prah s hlač in gre mirno naprej. In se celotna družba na tak način obnaša in dovolj veliki so, dovolj močni so, dovolj ugodna je njihova geografska pozicija in zaščitenost, če tako gledamo, od ostalega sveta, da si to lahko privoščijo. Ne? To, kar je zaskrbljujoče, je nepredvidljivost in ta planet, tako kot se vrti, ima seveda nujno potrebo po predvidljivosti mednarodnih odnosov in tega ni. A ne? In seveda neverjetna količina, recimo temu zanimivih idej, kot je recimo zdaj zadnja o nakupu Kanade, ne? Ali o vrnitvi panamskega preliva nazaj, pa Grenlandija in tako naprej. Ne? To je sicer lahko zamegljevanje javnega diskurza in mogoče paravan za neke druge posle v ozadju, ampak vendarle, ne, Kanačanov pri tem se nihče nič ni vprašal. Ne. Tako kot Mehičanov, kdo bo plačeval za zid. Tudi ne. Tako da to vnaša res en moment negotovosti in nepredvidljivosti v mednarodno politiko. In to ni dobro. To pa ne more biti dobro. In o tem lahko Slovenija v tem trenutku marsikaj pove, glede na to, da sedi v varnostnem svetu in ves ta diskurs mednarodno-politični ne samo, da ga opazuje od blizu, ampak tudi sodeluje v njem. In če boste vprašali naše ljudi v varnostnem svetu oziroma v Združenih narodih, bodo vsi povedali isto. Predvidljivost. In te danes ni več. Andrej Stopar, hvala za pojasnila, srečno pot, dober let nazaj v Ameriko. Hvala lepa, to potrebujem.